Srčno pozdravljeni, drage krajanke in krajani, tukaj v naši telovadnici, ki smo jo danes malo opremili, tako da imate občutek, da ste midve s gospod Mihaelo v dnevni sobi. Pozdravljam vse povabljene in vse, ki prijateljujete z našo Mihaelo, avtorico knjige Zgodbe z bizeljskih ptičev, ki jo danes predstavljamo. Posebno pozdravljam vse, ki ste kakorkoli pomagali in stali ob strani, da je knjiga ugledala luč sveta. Delili zgodbe, da jih je gospa Mihaela lahko zapisala in objavila v knjigi, ki jo ponosno držim v rokah. Knjigo, ki opisuje družine, njihove člane, tudi nekaj generacij nazaj. Prepleta se z življenjem avtorice pred prihodom na Bizeljsko in nadaljuje vse do danes, kjer biva že 59 let. Knjigo, ki govori zgodbe o duhovitih, iskrenih, preprostih in učenih, o ljudeh, ki lepšajo vsak dan, o ljudeh, ki nimajo titul in nazivov, o tistih ljudeh, ki svojo pristnostjo, zavzetostjo, trmo, ljubeznijo, vztrajnostjo in predvsem srčnostjo in dobro voljo živijo ali so živeli tu, na teh gričih in dolinicah, med vinogradi in njivami, ki so se in se borijo, da ta naša zemljica rodi in obrodi, ki so negovali in še negujejo tradicijo in duh preteklosti. V tem ponorelem svetu umetne inteligence jih pravzaprav kljubujejo zdrav kmečko pametjo. Gospa Mihaela. Gospa Mihaela Balon, mama Alešu in Bojani, tašča Lidiji, babica Juretu, Tinetu in Evi, teta, sorodnica, soseda, prijateljica, sovaščanka in sokrajanka, ki je s svojim učiteljskim poklicem veliko generacijam predajala znanje, veščine, modrosti in vrednote. Dušica Mihelca. V mojem času šolanja še ni bilo učiteljic. Za nas, Alešove sošolce, pa je bila Alešova mama. Aleš, daj ti reči mami, daj jo vprašaj. Smo vedno težili in ga znali mučiti, ko smo želeli, da bi pouk potekal po naših željah. Tak, zdaj vam to povem, če še niste vedeli. Gospa Mihaela, knjiga je pred nama. Kateri je bil pravzaprav tisti glavni vzgib, dogodek, trenutek, ki vas je vzpodbudil, da ste se odločili, da zberete že zapisane, zapišete nove in objavite zgodbe v knjigi, ki predstavitvi katere je namenjeno to današnje druženje. Hvala za besedo. Dobro je to tako? Seveda. No, v uvodni besedi sem že napisala o nastajanju knjige. Danes bi vam pa povedala naslednje. Bilo je bežno srečanje z znanko iz otroštva. Izrekla je zame usodne besede. Kako si se ti znala lepo igrati. Zgodbo boste sami prebrali. Ampak s tem me je ona v trenutku vrnila v otroška leta. In tedaj sem sklenila, da bom napisala o tem za moja otroka in vnuke. Ideja o knjigi pa je dozorela po intervjuju na Radiu Slovenija
v oddaji Storž 5. decembra 2024. Po oddaji je neznanec novinarki pohvalil mojo pripoved, moje delo in življenjsko pot. Tudi na Bizeljskem sem prejela precej pozitivnih odzivov. O delu na osnovni šoli Bizeljsko pa sem že pred časom pisala za zbornik ob 220-letnici šole na Bizeljskem. Moje šolske beležke so bile polne, dodala sem še nekaj zgodb iz soseščine in družinsko kroniko družine mojega moža. Dodatna spodbuda je bila Bojanina obljuba, da bo vse pretipkala in pomagala pri tisku. Najprej je poiskala pomoč pisateljice Karmen Špiljek, ki je svetovala o oblikovanju celote. Lektorske naloge je zelo skrbno opravila profesorica Metka Krčan, moja nekdanja sodelavka in še prej učenka naše šole. Jaz pa sem vprašala gospo Ivanko Kočkar, doktorico etnologije, če bi prebrala in kaj svetovala. Brez premisleka je obljubila in obljubo držala. Doma sem izbrala nekaj fotografij, precej pa jih je prispevala gospa Leja Babič, tudi naslovnica je njena. Bojana se je dogovorila z oblikovalko, gospodarjo Malarič, in še s tiskarjem Petrom Greglom, mojim učencem. In prišel je dan, ko lahko prelistam to drobno knjižico, ki smo jo ustvarili s skupnimi močmi. Tako, jaz sem jo že prelistala in jo bom prelistala oziroma vam delila nekaj drobcev iz knjige. Začela bom. Na kmetiji, kjer danes živi družina Zagmajster, se je rodila mama Anica Domitrovič pred več kot 80 leti. Sem se je leta 1967, kako čudno, ta letnica 67, če dobro zračunate, tudi naša Mihelca je leta 67 prišla na Bizeljsko. Sem se je leta 67 priženil Anton Zagmajster, Migelčov Tonček z Gradišča na Bizeljskem. Prej je bila to mešana kmetija vinograda, je bilo le za domače potrebe. Oče je začel kupovati gorce in se intenzivneje ukvarjati z vinogradništvom. Po prevzemu domačije sta tudi Blaž in Katarina dokupovala zemljo v bližini z namenom za okroževanje posestva ter nasadila vinograde. Kmetija se že od leta 2010 promovira z imenom Hiša pesmi in vina. Prosim Blaža in Katarino, da slišimo, kako ta pesem v družini Zagmajster zveni.